Poslušamo o tem, kaj je delal, pa kaj ni delal, pa je bil uspešen ali neuspešen. Upam, da vsi, ki danes poslušajo to in res tudi ljudje, ki ne spremljajo, poslušajo z odprtimi ušesi. Obljubil je namreč, da mu bo uspela plačna reforma. In glej, res mu je. Mislim, da gre za eno bolj uspešnih ministrstv. Saj vemo, da je bila tu predsednica Evropske centralne banke, ki je rekla, kaj, da je Slovenija zgled lahko vsej Evropi. Gre za zgodovinsko reformo, ki je do zdaj v vseh teh letih nobeni vladi ni uspelo. In vi rabite, kolegi iz SDS, vi rabite ljudi, ki vam bojo verjeli tem vašim manipulacijam, ki, mislim, marsikaj je strte zvito, ampak to ponavljate v nedogled in potem, ja, kaj, ne, nekateri vam nasedajo. In kaj ste sprejeli leta 2008, tudi vezano na upokojence, jaz upam, da nas danes poslušajo, tudi tisti, ki hodijo sem pred parlament protestirati z vašim vidnejšim članom stranke iz preteklosti. Vlada Janeza Janše je večmilijonske projekte potrjevala kot po tekočem traku in to pretežno na dopisnih sejah. Njihove stroške pa je prevalila na proračuna za letošnje in prihodnje leto, to je bil 2022-2023. Do skrajnosti neodgovorno. Do skrajnosti neodgovorno. Nekdanja vlada Janeza Janše je tik pred zadnjimi volitvami naklonjenost volivcev skušala pridobiti tudi tako, da je obljubila državni denar za projekte, ki so bili v interesu posameznih občin, vladi naklonjenih županov in drugih političnih zaveznikov. Zato imamo danes reveže, upokojence, ki hodijo kam? Na Karitas, na Rdeči križ in hodijo tle protestirati. Verjamem, da smo danes pravzaprav samo priča še enemu poskusu politične in osebne diskreditacije, najprej mene osebno, potem mojih sodelavcev, moje stranke, vlade in moje koalicije.